Besnenje vetra je pustilo posledice tudi na nekaterih avtomobilih, ki so ostali ukleščeni pod vejami in podrtimi drevesi. Slabo se piše predvsem lastnikom, ki nimajo urejenega kasko zavarovanja. Škoda zaradi padlega drevesa praviloma ni krita, saj gre v tem primeru za višjo silo, sama višja sila pa nekako preprečuje odgovornost lastnika tistega drevja. Enako velja tudi za lastnike objektov. V Grosupljem je s te stavbe utrgalo streho in jo vrglo na več kot 100 metrov oddaljeno sodišče. Najprej je začel pihati, stemnil se je, kar naenkrat je začel pokati, po drevesih padati, vrtinc je prišel, tako da ljudje so se razbežali, tamle je en velik kos priletel na en avto, ga cel pokril, tako da res grozno. Občani jasno povedo, kaj je razlog za nastalo razdejanje. Zato, ker je za nič narejen, kopalčevna. Ja, jaz bi tistega, ki je tole delal, kaznovala fino. So pa pristojni, tako gradbeni inženirji kot projektanti in izvajalci, da bodo to skupaj ugotovili. Ljudje, ki takšnega vetra ne pomnijo, so bili prestrašeni. Ni bilo njih prijetno, tisti veter in tako. Človek se kar malo ustraši. Sam fejst je začel pihati, grozen je bilo, Neurje, ki je besnelo po vsej Sloveniji, bi bilo lahko usodno tudi za starejšega moškega iz Murske Sobote, saj ga tamkajšnji policisti, gasilci in potapljači še vedno iščejo v Muri.